Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji medočimskega nogometa. Pred nami je četrti krog v prvi MNZ Maribor in naše kamere bodo pospremile derbi v Marjeti, kjer domači gostijo Miklavž. Gre za spopad vodilnih ekip. Marjeta je trenutno edino moštvo, ki se lahko pohvali 100% izkupičkom iz uvodnih 3 tekem, posledično so tako tudi na prvem mestu. Najbližji zasledovalec pa je prav današnji nasprotnik Miklavž, ki še v tej sezoni ni doživel poraza. Na svojem kontu imajo 7 točk, se pravi, vknjižili so 2 zmagi in pa en neodločen rezultat. Glede na razpored, ki so ga imeli gostje, je to časti vreden podatek. Premagali so Rače in Pesnico na domačem igrišču, remizirali pa na tujem v Radljah. Glavna naloga gostov je danes zagotovo ta, da zaustavijo izjemen napad domačih, predvsem tukaj apeliram na Nejca Peterko, ki tako kot lani tudi letos zabija kot po tekočem traku. Eno je gotovo in to je, da je pred nami zagotovo pravi spektakel. Medtem se je dvoboj tudi pričel. Sredine igrišča so krenili nogometaši v rumeno-črni športni opremi, to je tradicionalna barva Miklavža, na drugi strani pa tudi Marjeta v svojih tradicionalnih dresih v rdečih barvah. Preletimo še tudi obe enajsterici, pri domačih v vratih Dobnik, v obrambi z leve proti desni Franci, Gorše, Žunkovič in pa kapetan Klemen Kelc. V vezni vrsti so Špehonja, Isufi in Gajser, v napadu pa Gorinšek, Peterka in pa tudi Petrovič, ki igra nekako na položaju špicveznega. Medtem prvi napad domačih, po desni strani je prodrl Gajser, toda previsoka podaja za vse nogometaše. Preletimo še na hitro tudi enajsterico gostujoče zasedbe, v vratih Prinek, v obrambi z leve proti desni Fras, Gašper, Fekonja, Kirbiš in pa Visenjak. V vezni vrsti so Dedič, Bračko in Puhner, v napadu pa trije nogometaši, to so Novak Strelec in pa Matija Fekonja. Strateg gostujoče zasedbe je Boris Pisnik, pri domačih pa diktirno palico nekako vodi trener Sašo Novak. Glavni sodnik obračuna je Tomaž Jezeršek, njegova pomočnika Anej Kunc in pa Žiga Šumer, delegat tekme pa je Stanislav Glažar. Zaenkrat v teh uvodnih 2 minutah je Marjeta nekako prevzela pobudo, jasno želijo si takoj dokazati, zakaj so trenutno še nepremagani in z 100% izkupičkom. Gorinšek, uspešnejši je bil Bračko, Strelec takoj na desno stran proti Matiji Fekonji, hiter proti napad gostujoče zasedbe, atraktivno Matija Fekonja, kjer je lepo našel Puhnerja. Toda Puhner na koncu ni bil najbolj natančen pri strelu, kar zaenkrat tako eni kot drugi vidimo, si želijo prevzeti pobudo, predvsem je jasno, da bodo pri Miklavžu čakali na svoje priložnosti. To je tista značilnost te ekipe pod taktirko Borisa Pisnika, da kar se da hitro iz napada oziroma iz obrambe preide v napad. Dedič je visoko pritisnil na Žunkoviča. Še enkrat več Dedič pritiska na Žunkoviča. Znašel se Žunkovič, v samostojni akciji je bil Novak. Fras je zapravil žogo za Miklavž. Gajser, Špehonja, lepo Špehonja na levo stran proti Franciju. V obrambo se je vrnil Fras. Dedič, namero Dediča je prebral Kelc, še vedno v prodoru Kelc. Kelc in Fras v dvoboju. Na koncu je po mnenju glavnega sodnika prekršek storil kapetan domačih Kelc. Prinek z dolgo podajo iskal je strelca, toda najvišji skok v Kelc. Lepo
Gorinšek. Zraven tega našega dvoboja se je v istem terminu pričel tudi obračun v Jurovskem Dolu, kjer domači gostijo Duplek. Obe zasedbi sta v sezono krenili slabše, nekaj podobnega smo morda pričakovali od Jurovskega, ki je pri 3 osvojenih točkah, edino zmago so zaenkrat vknjižili proti Brunšviku, ki letos igra še slabše kot lani, a tudi Duplečani so daleč od forme, ki si jo želijo. Od zasedbe Bojana Petka smo enostavno pričakovali več, še posebej na domačem terenu, kjer so zaenkrat doživeli 2 gladka poraza, edino točko, ki jo imajo Duplečani na svojem kontu, so vknjižili na gostovanju pri Pesnici. Zadeva, ki lahko Duplečane veseli, pa je ta, da so zabeležili oziroma da se tudi obračun tega 4. kroga odvija na gostovanju v Jurovskem Dolu, kjer se vsaj zaenkrat bolje znajdejo. Na drugi strani pa je ta podatek, ki jih lahko skrbi že od nekdaj. Je znano, da Duplečani proti vsaj na papirju lažjim nasprotnikom ne blestijo in radi izgubljajo sila pomembne točke. Bomo videli, kako se bodo odrezali tokrat. Sedaj pa se posvetimo temu našemu obračunu. Teče 6. minuta, Matija Fekonja. Bračko je pridobil posest, žogo vrnil svojemu kapetanu Kirbišu, ki vrača Prinegu, ta z visoko podajo proti strelcu, toda najvišji v skoku je bil Žunkovič. Kelci in Novak v dvoboju. Novak, izjemno fizično močan je ta nogometaš. Še vedno Novak v samostojni akciji. Nekaj manjših težav je imel Dobnik, toda na koncu jih je povsem mirno razrešil in prekršek nad domačim vratarjem je tudi storil napadalec Miklavža Strelec. Dobnik. Špehonja in Visenjak v dvoboju, pametno Visenjak, met iz avta za Miklavž. Gorše. Še enkrat več, mirno Visenjak pred Špehonjo. Matija Fekonja, lepo Matija Fekonja s predložkom pred vrata, kjer se je znašel strelec v priložnosti, toda slabo je zadel z glavo oziroma žoga ni zadela cilja, izid ostaja nespremenjen, 0:0. V teh uvodnih 8 minutah so morda nekoliko nevarnejši gostje, ki s temi hitrimi napadi nekako v težave spravljajo domačo zasedbo. Dobnik, Puhner, toda veliko prostora ima Gorše, pametno Gorše. Isufi je na levi strani iskal Petroviča, toda prehitra podaja oziroma nenatančen pri oddaji žoge je bil ta nogometaš. Oziroma iskal je Francija. Še en out bo to za Miklavž. Gorše hitrejši od Matije Fekonje, toda to bo še en met iz avta za Miklavž. Še enkrat več je bilo neugodno v kazenskem prostoru domačih, pameten prekršek Dediča, ki je s tem preprečil poskus hitrega protinapada domačih.
prekršek Visenjaka nad Francijem in to bo prosti strel za Marjeto. Zadnja tekma med tema dvema ekipama se je končala zmago Marjete, boljši so bili s kar 5-1, to je bilo v lanski sezoni, ekipi sta se pomerili prav tukaj v športnem parku v Marjeti. Seveda, ko govorimo o prvenstvenih obračunih, blestela sta Putrih, ki je dosegel hat-trick, 2 zadetka pa je dodal seveda kdo drug kot pa Nejc Peterka. In letos mislim, da lahko pričakujemo bolj izenačen dvoboj, saj gre za, kot že rečeno, ekipi, ki še vsaj zaenkrat ne poznata poraza v tej sezoni. Vodilni moštvi v prvi MNZ Maribor po 3 odigranih krogih. Visenjak proti Matiji Fekonji, lepo se je znašel Fekonja in krene v protinapad. Odkril se je Puhner, veliko prostora ima Puhner, v kazenskem prostoru je strelec, žoga je prišla do strelca, kaj je zapravil napadalec gostujoče ekipe in izid ostaja 0-0, kakšna priložnost je bila to za Miklavž, ki je še enkrat več dokazal, da zna zares hitro preiti iz obrambe v napad, toda sreča je bila tokrat na strani domačih, strelec pa se ni izkazal s to reakcijo. Gorše, težave ima Gorše, napaka Goršeta, strelec lepo proti Novaku, Novak strelja, 0-1, tokrat pa so pri Miklavžu vendarle izkoristili napako v obrambni vrsti domačih, zakrivil jo je Gorše in Miklavž je v 11. minuti prišel do vodstva, mislim, da lahko rečemo povsem zasluženega vodstva. Bomo videli, kakšen odgovor pripravljajo pri Marjeti, ki v ta dvoboj zagotovo niso vstopili po željenih notah. Nekako izgleda, kot da so malenkost v krču, Miklavž pa seveda na krilih prejšnje zmage v prejšnjem krogu proti Pesnici 4-0 je razvidno, da so polni samozavesti. Gajser proti Gorinšku. Gorinšek, zapravil je posest Gorinšek, uspešnejši je bil Bračko. Kirbiš proti Fekonji, toda malenkost prehitra podaja za slednjega. Z dobro obrambno reakcijo se je tokrat izkazal Gorše. Še ena od bo pripadel gostom. Visenjak, Sufi, Puhner, Bračko proti Dediču, manjše težave za Dediča, toda znašel se je vezist gostujoče zasedbe in rumeni karton na strani Marjete, prejel ga je Peterka. Prosti strel za Miklavž bo izvedel kapetan Kirbiš. Kirbiš z diagonalno podajo na levo stran, kjer je iskal Novaka, toda prehitra podaja za slednjega je bila to. Novak se je danes že izkazal z zadetkom, seveda po lepi asistenci strelca, ki je predtem zapravil 100% priložnost, a pri Miklavžu jasno ne bodo objokovali nečesa, kar ne bo bistveno vplivalo na razplet današnjega obračuna. Kirbiš žogo mirno vrača Prinegu. Prinek, vratar gostov, ki zaenkrat še ni imel pretiranega dela, oziroma praktično nobenega dela še ni imel.
vratar Miklavža. Iz avta Visenjak. Visenjak proti Dediću. Fras je prebral ta poskus domačih, igro z roko nogometaša Miklavža, zgolj opozorilo zanj. Kelc bo izvedel ta prosti strel. Kelc z visoko podajo proti Gorinšku, toda prehitra podaja je bila to za slednjega. Zaenkrat pri Marjeti brez prave ideje v napadu. Še ena lepa podaja, tokrat je Dedić videl tekajočega Matijo Fekonjo. Vidimo, da domačim veliko težav povzroča prav ta hiter prehod Miklavža. Petrović, uspešnejši Dedić. Grob prekršek Petrovića, ki je prejel rumeni karton za ta nespameten prekršek. Prosti strel za Miklavž. Bo izvedel Bračko. Seveda gostom se sedaj nikamor ne mudi, seveda imajo željen rezultat, toda smo zgolj v 16. minuti, znova strelec proti Novaku, na koncu pametno Špehonja. Miklavž še naprej pritiska na zadnjo vrsto domačih, ki ima veliko preglavic. Dobnik, najvišji v skoku je bil Gorinšek. Gorše, znova tukaj Gorinšek, ki je storil prekršek nad Bračkom. Gašper Fekonja proti Kirbišu. Kirbiš žogo vrača Prinegu. Gašper Fekonja na levo stran proti Frasu. Prebral je namero Gašperja Fekonje. Gajser lepo proti Sufiju. Še vedno Sufi, nam pritiska strelec. Sufi nekoliko srečno, toda omešal se je Puhner in to je še enkrat več priložnost za Miklavž, da krene v hiter protinapad, toda zapravili so to priložnost. Oziroma Puhner je bil nenatančen pri oddaji žoge proti Novaku. Špehonja je iskal Francija, toda prehitra podaja za slednjega. Na zadnjih 7 obračunih so nogometaši Marjete vknjižili 5 zmag in pa 2 poraza. Ta so doživeli v pripravljalnem obdobju proti Hajdini z 2-3 in pa Zavrču z 1-3. Nato pa nanizali 5 zaporednih zmag. V prijateljskem dvoboju so bili boljši od Gorišnice 7-1, od današnjega nasprotnika Miklavža z visokih 7-2. Nato pa prve 3 prvenstvene tekme. Za uvod boljši od Marlesa z 0-4, nato od Malečnika s 5-2 in pa še v prejšnjem tretjem krogu zmaga proti Dupleku z 1-5. Na drugi strani pa
Miklavž na zadnjih 7 obračunih pri 3 zmagah, 2 remijih in pa 2 porazih, ta so doživeli proti Marjeti, prav današnjemu nasprotniku v pripravljalnem obdobju z visokih 7-2 in pa proti Marles Hišam prav tako v prijateljskem obračunu z 2-3, remizirali pa so proti Wolfsburgu 4-4 in pa v drugem krogu proti Radljam s 3-3, premagali pa so, kot že rečeno, Rače 2-0, Pesnico 4-0 in pa v prijateljskem obračunu so bili boljši od Maribor Taborja 6-1. Franci vrača Petroviču, Petrovič lepo proti Sufiju, ta je iskal Peterko, to da podaja nekoliko za hrbet. Znova Petrovič. Petrovič proti Žunkoviču, Žunkovič vrača Goršetu. Vidimo, da sedaj domači želijo nekako stopiti na žogo, umiriti malenkost, ta visok ritem, ki smo ga za ekran spremljali v teh uvodnih oziroma v teh 21 minutah. Kirbiš, Kirbiš vrača Prinegu. Znova do žoge Kirbiš. Ponudil se je strelec, nanje takoj pritisnil Gorše, strelec proti Dediču. Žunkovič, težave za Žunkoviča, toda Kelc je razrešil manjšo napako svojega soigralca Šprehonja. Petrovič. Petrovič proti Goršetu. Isufi vrača Žunkoviču. Gajser je videl, kako je v prostoru tekel Peterka, toda na koncu prehitra podaja za domačega napadalca. Prinek z dolgo podajo, toda na mestu Kelc. Gašper Fekonja mirno je ta pritisk razrešil Fekonja. Prinek. Visenjak. Še vedno pri žogi Visenjak, toda na koncu prekršek Špehonje. Še enkrat več visoka podaja v prostor, tokrat je Kirbiš iskal Matijo Fekonjo na mestu Gorše in to bo udarec iz kota za Marjeto oziroma za Miklavž. Na izvedbo odhaja številko 17 strelec. Izbija Žunkovič. Peterka in Kirbiš v dvoboju. Uspešen je bil Peterka. Peterka bo izvedbo avta prepustil Špehonji. Prekršek Visenjaka in to bo prosti strel za Marjeto. Bomo videli, ali lahko domači nevarne ogrozijo vrata Prinega iz teh standardnih situacij oziroma iz visokih podaj v kazenski prostor.
Prosti strel bo izvedel Staš Petrovič. Petrovič, toda brez težav za Kirbiša, Gorše. Novak lepo proti Frasu. Fras dovolj hiter strelec, strelec prepušča Novaku, toda uspešnejši so bili domači nogometaši. Petrovič vrača Kelcu. Kelc proti Gorinšku, Gorinšek in Gašper Fekonja v dvoboju. Na koncu je zadnji žogo igral prav Gorinšek. Dedič. Gorše. Špehonja proti Franciju, ta na koncu vendarle dovolj borbeno in dovolj hiter in še vedno v posesti domači. Kelc, zaenkrat v teh 26 minutah Marjeta še ni bila nevarna za vrata Prinega. Žunkovič proti Goršetu. Gorše z diagonalno podajo proti Franciju, še enkrat več so bili uspešnejši branilci Miklavža, ki zaenkrat te visoke podaje razrešujejo na povsem miren način. Peterka je pritiskal na Fekonjo. Prinek, izbija Prinek. Igra z visoko nogo Petroviča. Kirbiš takoj v ogenj pošilja Novaka, na mestu je bil Kelc. Bračko proti Frasu. Kelc. Na koncu prekršek domačega kapetana in to bo prosti strel za Miklavž. Prosti strel za goste bo izvedel Ismar Dedič. Še enkrat več nekaj raztrgane igre v kazenskem prostoru domačih. Bračko. Treba je tudi omeniti, da so nogometaši Marjete čez teden igrali obračun v pokalu MNZ Maribor, kjer so prav tukaj na domačem igrišču izgubili proti tretjeligašu nogometnemu klubu Dobrovce z 0-2. Prinek. Najvišji skok je bil Špehonja. Franci proti Gorinšku, na koncu prekršek Kirbiša. Morda je tudi ta obračun, ki so ga igrali v sredo, nekako vzel nekaj prepotrebne moči Marjeti za današnji derbi. Še enkrat več bo prosti strel izvedel Petrovič.
Petrovič v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Gorinšek, Kelc še pravočasno, to da kot vse kaže vendarle ne, v prepovedanem položaju kapetan domačih. Prosti strel oziroma Prinek pošilja žogo v igro, visoka podaja v napad proti strelcu, toda previsoka je bila za slednjega, nizkoraslega napadalca Miklavža. Špehonja, Gorinšek, Gorinšek prepušča Franciju, znova Špehonja, Gorinšek, Petrovič. Nekaj kombinatorike na malem prostoru strani Marjete, toda na koncu neuspešni poskusi domačih. Visenjak proti Dediču, Dedič, toda prekršek nad nogometašem vezne vrste Miklavža. Prosti strel bo izvedel Visenjak. Bračko, Bračko s podajo proti Fekonji, Špehonja prepušča Franciju. Matija Fekonja je na koncu oviral domačega nogometaša, toda še vedno bodo v posesti nogometaši Marjete. Gorinšek, Gorinšek proti Franciju, ta je znova lepo našel Gorinška. Gorinšek proti Peterki, Peterka, še vedno Peterka pred vrata in izkazal se je Prinek. Mislim, da prvič nekoliko resnejši napad domačih, tokrat pa je Prinek preprečil večjo nevarnost pred svojimi vrati. Bo pa to tudi udarec iz kota za Marjeto, na izvedbo odhaja številko 10 Petrovič. Proti bližnji vratnici iskal je Kelca na mestu Kirbiš. Znova Petrovič, tokrat je žoga nekoliko neugodno v glavo zadela Visenjaka. Nekaj manjših težav ima Visenjak, toda seveda brez večjih težav bo nadaljeval s tem obračunom. Špehonja proti Gorinšku, lepo Gorinšek, izbija Dedič. Vidimo, da v tem zaključku prvega polčasa nekoliko pojenjajo moči Miklavžu, domači pa dvigujejo svoj nivo igre, iščejo ta izenačujoči zadetek. Kelc, nenatančen pri oddaji žoge je bil Kelc. Prekršek v vezni vrsti nad gostujočim nogometašem. Skupil jo je Bračko. V tem četrtem krogu je že bilo odigranih 5 obračunov. Presenetljiv rezultat smo videli v Rušah, kjer je Pohorje zadalo nov udarec Račam, saj so jih ugnali s 3-1 in prišli do
druge zaporedne zmage in kot vse kaže, so Pohorci uspeli dvigniti svoj nivo nogometa, s katerim bodo lahko redno prihajali do točk, na drugi strani pa so Rače še enkrat več razočarale in doživele že svoj tretji poraz in tako zaostanek za vodilnimi iz kroga v krog raste. Starše so prišle do visoke zmage z 0-4 na gostovanju v Radljah. Morda smo pričakovali nekoliko težje delo za goste, a Starše so še enkrat več dokazale, zakaj spadajo v sam vrh ekip v prvi MNZ Maribor. Pesnica je prišla do prve zmage na domačem terenu. Z visokih 4-0 so ugnali ekipo iz Mežice, NK TAP Akumulator in se tako vrnili na zmagovita pota. Gostje iz Mežice pa se po zmagi v prvem krogu nikakor ne morejo zbrati in priti do nove zmage. Tokrat so utrpeli drugi poraz v sezoni. Peca je prišla še do tretje zmage na domačem terenu in tako Malečniku vrnila udarec za poraz v pokalu MNZ. Tokrat so bili boljši s 3-2 in ostajajo, kot že rečeno, 100% pred svojimi navijači, kar se tiče prvenstvenih obračunov. Malečnik pa je tako na 4 tekmah v prvenstvu doživel že 3 poraze in tudi letos, kot vse kaže, jih čaka boj v spodnjem delu lestvice. Marles pa je na gostovanju v Brunšviku prišel do pričakovane zmage, prišli so do 4. zaporedne zmage, če štejemo tudi rezultat v pokalu MNZ, kjer so ugnali Rače in tako nekoliko presenetljivo napovedali boj za najvišja mesta. Na drugi strani pa zeleni iz Dravskega polja še vedno ostajajo pri ničli, a tokrat so vsaj uspeli nekako enakovredno vstopiti v boj z nogometaši iz Limbuša in morda je to vendarle napoved boljših časov za nogometaše Brunšvika. Puhner vrača Visenjaku. Visenjak s prenosom igra na levo stran, kjer je iskal Novaka. Kelc, pametno Klemen Kelc. Isufi, Gorinšek, Peterka. Še vedno v posesti Peterka, prekršek nad slednjim je storil Dedič. Domači nogometaši zahtevajo rumeni karton za Ismarja Dediča. Gorinšek, seveda pametno je ta prekršek storil Dedič, s tem nekako onemogočil poskus hitrega protinapada domačih. Kelc in Fras v dvoboju. Gajser v preigravanju. Gajser, v obrambo se je vrnil Novak. Gajser, prekršek nad slednjim je storil Novak. Prosti strel bo za Marjeto tokrat izvedel številko 7. Gajser, bomo videli, ali lahko Gajser v kazenski prostor pošlje nevarno podajo, s katero lahko morda Marjeta nevarneje ogrozi vrata. Lepa podaja proti Žunkoviču, toda kakšna obramba Prinega, ki v 38 minuti svojo ekipo ohranja v vodstvu. Zares izjemna reakcija Prinega na vratih Miklavža. To pa je bila najlepša priložnost Marjete na tem dvoboju. Gajser. V protinapad je krenil Novak, izjemno hiter in močan je Novak, še vedno Novak. V kazenskem prostoru je videl strelca Puhner, v obrambi se je izkazal Žunkovič. Isufi na levo stran proti Kelcu. Kelc je iskal Gorinška, prekršek Gorazda Gorinška nad Frasom. Bračko, Dedič pametno vrača Prinegu, ki
je z izjemno obrambo v 38 minuti svoje moštvo ohranil v vodstvu. Kirbiš lepo proti Bračku, Bračko takoj na desno stran proti Matiji Fekonji, hitrejši Špehonja. Žoga bo iz avta pripadla Miklavžu, izvedel ga bo Visenjak. Visenjak proti Dediču, znova Visenjak. Novak in Kelc v dvoboju. Pametno je tokrat Novak pritisnil na Kelca in tako priboril še en met iz avta za svoje moštvo. Neugoden udarec je prijel Žunkovič in prosti strel bo pripadel Marjeti. Gorinšek, lepo Gorinšek, umeščal se je Fras. Gorinšek z glavo proti Petrki. Gajser. Petrovič, še vedno posesti Petrovič, za strel se je odločil šibkejšo levo nogo, v bloku Kirbiš. Špehonja. Kirbiš proti Matiji Fekonji, še vedno Fekonja, uspešnejši od Špehonje. V obrambo se vrača Sufi, v posesti še vedno Fekonja. V samostojni akciji Fekonja, nekoliko srečno do žoge Novak. Toda mirno je zadevo razrešil Sufi. Novak je nekoliko ob koncu akcije izgubil živce ter nešportno odrinil Sufija. Bračko, Visenjak vrača Kirbišu. Prinek, teče 43. minuta v tem prvem polčasu. Prinek z visoko podajo proti Matiji Fekonji, višji od slednjega Špehonja. Puhner. Kirbiš proti Bračku. Lepo Puhner, Dedič, veliko prostora za Dediča, Dedič s podajo. Povratna podaja proti Novaku, Novak se namešča na strel, vendarle brez večje nevarnosti za vratarja Dobnika. Gorinšek, še vedno posesti Gorinšek.
Lepo Gorinšek, uspešnejši od Bračka, Peterka. Še vedno Peterka. Peterka je z visoko podajo iskal Gajserja, toda mislim, da lahko rečemo, da Miklavž zelo organizirano stoji tukaj pred svojim kazenskim prostorom. Marjeta nikakor ne najde prave rešitve oziroma ideje, kako prebiti ta obrambni zid Miklavža. Prinek je iskal Dediča, toda višji od slednjega Isufi, pametno Kelc, brez prevelikega kompliciranja žogo preprosto pošilja v out. Tega bo za Miklavž izvedel Fras. Novak, še vedno Novak in glavni sodnik je medtem odpiskal konec tega prvega polčasa. Gostje na odmor odhajajo z minimalno prednostjo 0:1. Med strelce se je v 11. minuti po napaki Goršeta in podaji strelcev vpisal Novak. Marjeta na drugi strani ni imela velikih priložnosti, izpostavimo lahko eno v 38, ko je z glavo poskusil Žunkovič, toda z izjemno obrambo se je izkazal vratar gostov Damjan Prinek in kot že rečeno, za konec prvega polčasa ekipi odhajata z 0:1.